Leta 1856 se je v vasici Smiljan pri Gospiću rodil Nikola Tesla. Med bliskanjem in grmenjem hudega neurja sta prestrašena babica in nenavadno umirjena mati povili zdravega in krepkega dečka. Nenavadna naelektrenost, visoka napetost, misli in vizij spremljata tega dečka skozi življenje močneje kot očetova želja, da bi postal duhovnik. Še kot mož se je celo življenje igral z bliski, kakor še nihče pred njim, morda prav zaradi prvega, ne tako kratkega stika z nevihto. Za mnoge je še danes eden od največjih genijev vseh časov, za druge mož, ki je izumil 20. stoletje. Tretji, ki ne marajo pretiranega poveličevanja, mu priznavajo, da je med več kot 700 njegovimi patenti nekaj ključnih izumov. Ko sem nekega dne taval po planinah, sem iskal zatočišče pred prihajajočo nevihto. Nebo so zakrili težki oblaki, vendar dežja ni bilo, dokler se ni kar iznenada zabliskalo in se čez nekaj trenutkov usulo. Ob tem prizoru sem se zamislil. Očitno je bilo, da sta pojava tesno povezana. Tu sem spoznal neslutene možnosti. Če bi znali proizvesti ustrezne električne učinke, bi lahko spremenili celoten planet in življenjske razmere na njem. Dober večer. Tako je govoril Zaratustra. Danes bom pa z vami govoril Jurij Drevenšek. Lepo pozdravljeni, dober večer. Dobrodošli na Simfoniji elektrotehnike plus, slavnostnem dogodku Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Nocoj bomo razmišljali o pomenu inženirstva, o vplivu elektrotehnike in o razvoju umetne inteligence. Govorili bomo o elektrotehniki v povezavi z umetno inteligenco včeraj, danes in jutri. Z nami bodo gosti, strokovnjaki za umetno inteligenco, ki jo v prvi vrsti razvijajo in tudi uporabljajo v korist človeka. Podelili bomo pa tudi nagrade Elektra Plus tistim, ki na področju elektrotehnike premikajo meje. Eden takih je tudi dekan, gospod profesor Marko Topič, ki ga vabim na pogovorni oder. En aplavz, prosim. Na pogovornem odru se mu bodo pridružili tudi naslednji gosti. Gospod Marjan Batagel, prvi mož in lastnik družbe Postojnska jama, ki je slovenski naravni biser povzdignil na raven svetovne prepoznavnosti. Nato gospod Blaž Brodnjak, predsednik uprave naše največje banke NLB, matične banke NLB skupine, vodilne bančne ter finančne skupine s sedežem in strateškim interesom v jugovzhodni Evropi.
Z nami bo tudi dr. Jure Knez, ustanovitelj podjetja Devesoft, mednarodnega podjetja s prisotnostjo po celem svetu in eden izmed največjih strokovnjakov na področju merilne strojne opreme. Ter gospa Aleša Mižigoj, direktorica in ključno gonilo podjetja Medex Group, ki postaja vse bolj inovativno, družbeno odgovorno in trajnostno naravnano. Gospod dekan, besedo predajam vam. Dragi gosti, drage kolegice, dragi kolegi, velik del zgodovine človeštva je elektrika veljala za mistično in božansko. Strele kot vidne razelektritve so v antični grški mitologiji pripisali bogini Elektri, bogini nevihtnih oblakov, katere kip krasi vhod naše fakultete. Če se vidne razelektritve v obliki strel dogajajo občasno, se razelektritve v naših telesih dogajajo neprestano in v vsakem delčku naših mišic, živčevja, možganov, praktično v vseh celicah. Govorimo o bioelektriki. Tudi pri žuželkah in opraševanju cvetlic ima nevidna električni naboj izjemno vlogo. Ko se žuželka dotakne cveta, prihaja do nevidnih delnih razelektritev, ki pripomorejo k učinkovitejšemu opraševanju. Elektrika je torej nepogrešljiv del narave, elektrotehnika pa je nepogrešljiv del inženirstva. Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani skrbno negujemo zgodovinsko zbirko eksponatov kot inženirsko dediščino, ki dokazuje, da je fakulteta imela od njenih samih začetkov pred 105 leti vidno vlogo v številnih aktivnostih. Poleg vodilne vloge v izobraževanju vrhunskih strokovnjakov je fakulteta aktivno delovala neprekinjeno v vsem znanstvenem raziskovalnem spektru in tesnem sodelovanju s slovensko elektroindustrijo. S ponosom lahko trdimo, da so bili slovenski elektroinženirji tisti, ki so bili nosilci gospodarskega napredka in družbenega razvoja. Že pred 5 desetletji sta se študijski smeri jaki in šibki tok cepili v avtomatiko, elektroniko, elektroenergetiko, močnostno elektrotehniko, računalništvo, telekomunikacije, pa smo potem dodajali še robotiko, pa tehniško kakovost, mehatroniko, medicinsko tehniko in informacijsko-komunikacijske tehnologije. V 90. letih se je računalništvo z informatiko odcepilo in osamosvojilo, čeprav vezi, seveda, sodelovanja ostajajo trdne. Trajnostni razvoj, digitalizacija, zeleni prehod in vse hitreje se razvijajoče tehnologije, vključno z umetno inteligenco, so tiste priložnosti in izzivi, ki jih bomo seveda naslovili. In vse to sodi v elektrotehniko plus. Sedaj razumete iz naslova našega dogodka, zakaj je elektrotehnika plus, kaj pa simfonija? V klasični glasbi se simfonija seveda šteje za zahtevno koncertno delo, ki zahteva celoten orkester in seveda tudi visoko kvalitetne glasbenike. Le v sodelovanju z vami, visoki gostje in strokovnjaki različnih sfer, z najvidnejšimi predstavniki podjetij, ne samo podjetij, ampak tudi strokovnih združenj in raziskovalne sfere ter vlade, smo lahko dovolj velik orkester za vse izzive, ki so pred nami. Na odru pa želim dobrodošlico uglednim gospodarstvenikom, ki seveda z izkazanim občutkom za javno dobro prihajate iz različnih sfer, vsem pa je skupno to, da seveda puščate svoj odtis in dokazujete svojo izjemnost. Prosim, en aplavz. Gospod Knez, vi kot eden izmed najuspešnejših strokovnjakov na področju merilne opreme na svetu ste glasnik, da je za vrhunske inženirje potrebna vrhunska inženirska izobrazba, ki sledi seveda celotnemu vertikali.
pa me zanima, kje vse vidite pasti v tem našem celotnem izobraževalnem procesu? Ja, jaz mislim, da je resnično se potrebno nekako vprašati od že osnovne šole naprej, kako poteka izobraževanje, kako se vzgajajo tehnični poklici. Tako, če pogledamo osnovno šolo, se nekje do 3. razreda nekako izgubi tista volja. Jaz mislim, da moramo narediti eno bistveno spremembo v šolskem sistemu, predvsem v osnovni šoli, da je potrebno vzgajati zmagovalce. Mi v šolah nekako iščemo neznanje, en kup enciklopedičnega znanja zahtevamo, ki v današnjem svetu nima neke take hude veljave. In mislim, da je treba tu resnično prevetriti izobraževalni sistem, nekako zmanjšati tiste vsebine, ki so danes na voljo, in v bistvu dati mladim neko željo, neko iskrico v očeh. In potem, ko se v teh višjih razredih osnovne šole nekako matematika pa fizika zdi težka, je potem tudi težka odločitev iti v take srednje šole in potem na fakultete. In vsi ti programi, ki se izvajajo že v osnovni šoli, ne vem, podjetništva, tudi elektrotehnika, te krožki, potem v srednji šoli moje podjetje in tako naprej, pa na fakulteti imate tudi veliko takih vsebin, kjer mladi lahko resnično dajo sebe noter, ampak tisti temelj je potrebno zagotoviti, ki nekako zagotavlja, da tisto samozavest pri mladih, da lahko naredijo nekaj več. In tukaj se mi zdi, da tudi povezava s podjetji se mora še bolj vzpostaviti in ne vem, recimo sodelujemo res zgledno tudi s fakulteto za elektrotehniko, ampak je treba iti še prej. Je treba tudi fakulteta mora sodelovati s srednjimi šolami, z osnovnimi šolami, skupaj moramo narediti korake naprej, da bomo mladim pokazali to lepoto tehničnih poklicev. Zaradi tega, ker vsi danes vemo, resnično so potrebni ti poklici. V svetu digitalizacije, v svetu umetne inteligence so recimo, ne vem, softveraši bojo zelo močni isklani, ampak nekaj vam povem, vsak softver nuca malo elektronike, da bo gor laufal. Torej, hvala. Niste samo ustanovitelj in podjetnik, ampak ste tudi mentor startupom in aktiven deležnik v startup ekosistemu v lokalnem in slovenskem prostoru. Pa me zanima, kakšna mora biti ta celovita motivacija, da bo inženir res ustvarjal čim večjo dodano vrednost, da bo to tisto, kar bo zagotavljalo konkurenčnost slovenskih startupov in slovenskih podjetij. Ja, v bistvu v Katapultu nekako ponujemo našo infrastrukturo, naše znanje, našo opremo, stroje mladim, ki si želijo delati na fizičnih izdelkih, štromarjem, strojnikam in tako naprej. In nekako se mi zdi, da je to zares željeno in cenjeno. In ne vem, že Sokrat je rekel, da ta današnja mladina, kaj bo pa zdaj, tudi ni bilo mobilnih telefonov, da bi potožil, da mladi so sam na telefonih, ampak ko gledam te mlade v Katapultu, kak žar imajo v očeh, kako željo imajo po razvoju novih stvari, inovativnih rešitev, se mi zdi, da se nam za prihodnost ni zabatne in je treba res poskrbeti za to, da bo to okolje spodbudno, pa da imajo mladi res priložnost. No, zagotovo vrhunska inženirska izobrazba ni poceni. In gospod Bategel, vi kot izjemno uspešen podjetnik, po drugi strani pa kot družboslovec, kot diplomirani geograf in etnolog, pa me zanima, a je vložek v izobrazbo inženirjev, vrhunskih inženirjev, dobra investicija? Najprej lepo pozdravljeni. Tako, ko si ima tako eminentno družbo, postaneš kar malo bolj pameten. Ja, zato, ker inženirstvo je povezano s pametjo. Da je vprašanje vaše bilo pa malo drugačno. Morda bi vam
približno tako razložil, da sem celo življenje bil športnik in vse sem videl v mladosti samo skozi šport, nič drugega me ni zanimalo, ampak težava je bila pač v tem, da tisti, ki se niso upisali v mojih časih na faks, so mogli biti 15 mesecev v vojski. Tisti, ki so se upisali, so bili pa 12. Je bolj se zdelo meni malo naumno, ker sem bil v vojski, zakaj pa oni, ki so naumni, so 12 mesecev v vojski, jaz bom pa 15, potem sem se upisal na faks. Ampak po 2 letih sem nekako spoznal, da to ni najbolj zame in sem moje zdajšnji ženi, takratni punci, predlagal, da bi jaz to vse skupaj končal. Ampak tako odločna, kot je bila, je rekla, in kaj boš pa potem rekel svojim otrokom, zakaj nisi končal faksa? Takrat me je v bistvu znanje začelo šele zanimati, ker tega odgovora pa verjetno ne bi nikoli imel, nikoli ne mogel reči, nisem diplomiral zato, ker me ni zanimalo, ker to je pač poceni. No in to znanje, ko me je začelo zanimati, se rekel pravzaprav, eno je, kaj nosiš kot inteligenčni kvocient v sebi, drugo je, koliko imaš pa znanja. In samo ta kombinacija je bila pravzaprav dobra, da takrat, ko sem šel na podjetniško pot in začel sesalnike prodajati, sem imel en zelo velik problem s svojimi strankami. Vsi so me sprašvali, ja, kje bom pa vrečke kupili. In takrat sem se vprašal, zakaj pa ni en sesalnik, ki nima vrečk. In ko sem razmišljal, opazoval to naravo, zakaj je zrak po nevihti tako čist, kaj ga opere? Opere ga voda. In še Italijani imajo en lep pregovor dopo la tempesta, l'aria è serena. In tako je nastal iz nekega univerzalnega znanja, ki sem ga dobil na faksu, patent. In če nimaš ti znanja, imaš lahko izredno veliko pameti, ampak potem nečesa ne boš mogel implementirati. Zato gledam skozi neke bazične raziskave, ki nastajajo kot neko osnovo, iz katere lahko črpaš, da boš naredil nekaj, kar drugi niso naredili. Tako da takoj, ko ni potrebe v družbi po znanju ali pa to znanje razvrednotamo, potem smo tako kot ena zelenica, ki jo danes delamo, v sebi pokosili. Vsi v šoli morajo imeti 5, vsi morajo faks končati. Ampak veste, na kaj teh zelenicah jaz zelo rad vrtnarem najprej zraste? Plevel. To je negativna selekcija. In zato mi moramo to biodiverziteto tudi na faksih razvijati. Pustiti tiste, ki hočejo iti naprej, ne grejo naprej. In tako potem bomo družba inovacij, sicer bomo pa družba odličnjakov. Med nami je vrhunski korporativni bančnik in dolgoletni predsednik uprave NLB, menedžer leta 2022, vnet zagovornik trajnostnega razvoja. Gospod Brodnjak, stališča nacionalnega gospodarstva, kakšna je po vašem videnju vloga inženirstva? Torej, Slovenija sodi med najbolj raznolika in najbolj industrializirana gospodarstva v Evropi. In sicer tu smo nekje med 3. in 4. mestom. In to zame definira vse. Če želimo ohranjati to raznolikost in industrializiranost, ki je hkrati velika prednost, ki s tem lahko upravljamo dolgoročna strateška tveganja, seveda moramo ohranjati tudi ta momentum in na nek način seveda vzgajati nove in nove generacije in še povečevati seveda te generacije pri upisu, kar se mene tiče. Mi imamo v tem trenutku v Novi Ljubljanski banki skupini zaposlenih 700 informatikov, recimo. 700. Mi smo eno največjih IT podjetij v regiji, pa o tem ne govorimo tako zelo na glas. Po drugi strani je pa pred nami izjemen izziv demografskega prehoda in seveda povezan zeleni prehod. In če želimo ta zeleni prehod izvesti na pol smiseln način, je pred nami izgradnja nekaj izjemno velikih objektov. Eno je seveda nuklearna elektrarna, drugi blok, druga je, si upam, čim prej kakšna velika črpalna hidroelektrarna, zdaj je to na Kozjaku, ali je to še na kakšnem kraškem robu mogoče. Meni govorijo energetiki, da vsaj 200 lahko zgrajeni v Sloveniji po 2x250 megavatov. Potem je 10 potencialno manjših hidroelektrarn na srednji Savi, pa če jih bo vsaj 5, upam.
in seveda bistvena nadgradnja celotnega energetskega omrežja, da bo lahko absorbiralo vse te potrebe zelenega prehoda, še posebej, če govorimo o mobilnosti. Potrebujemo nadgradno omrežje, potrebujemo polnilno infrastrukturo. Je pa Jure lepo povedal, da praktično v vsakem aparatu, kjer se pospešeno digitaliziramo, seveda imamo vezja, seveda imamo tako in drugačno elektroniko. In zato zame seveda ni vprašanje, ali potrebujemo to vrstno znanje in izkušnje in znanost, potrebujemo vse bolj. In v tej družbi postaje vse pomembnejše. In Slovenija, ki je slonela na neki družbi znanja, bo to lahko ohranjalo samo, če bo se tem profilom dalo ustrezen pomen in dalo ustrezne možnosti za osebnostni in profesionalni razvoj. Bojim se pa, da Evropa generalno se deindustrializira, da govorimo veliko preveč o zelenem prehodu na nevzdržen način, in se bomo zaplezali. In tu je pa velik izziv, zato bi tudi prosil ta zbor, da na to javno opozorite. Industrija se lahko izvaja seveda tudi čisto, brez nje pa ne vem, kaj bomo delali, bomo postali turistična znamenitost za ljudi iz Azije in Amerike. Hvala lepa. Gospa Aleša Mižigoj, vi kot diplomantka elektrotehnike, alumni članica naše fakultete, hkrati pa kot menedžerka, še posebej kot menedžerka in kot poslovna liderka, kot častna konzulka Kanade in ambasadorka čebelarstva na drugih celinah, v Gani in Bangladešu. Me zanima, ali lahko študij elektrotehnike in inženirsko znanje tudi kaj doprinese na tako različnem področju, kot ga obvladujete kot menedžerka vašega izjemno uspešnega podjetja Medex. Najprej en lep dober večer vsem. Jaz moram reči, da sem bila vedno in sem še vedno zadovoljna, da sem študirala elektrotehniko. Kajti tehnični študiji ti dajo drugačen pogled na svet. Enostavno razmišljaš drugače in posebej elektrotehnika imaš vedno povratne zanke, če je tako, če je drugače, vedno se moraš odločati, če je da, gremo v eni poti, če je ne, gremo v drugi poti in tudi v menedžmentu se moramo menedžeri, kar je najvažnejše, vedno odločati. Ne rečem, da se vedno prav odločimo, ampak vedno se odločamo. In kar je posebej pomemben je to, da v elektrotehniki so vse zadeve se dogajajo po nekih zaključenih zankah. Se pravi, vse stvari so med sabo nekako povezane, so nekako v ravnotežju. In ko ti gledaš posel, tudi če gledaš bilanco, ekonomisti, pa se opravičujem, vedno gledajo, recimo, ko se jaz s mojimi finančniki pogovarjam, oni vedno gledajo številko. Tehniki pa vedno gledamo še kakšno številko zraven, ki tej številki daje ravnotežje. In če tista številka je čudna in da je to razmerje čudno, rečeš, tukaj pa ena napaka, pa rečejo, pa kako to vidiš? Enostavno zato, ker ste nam privzgojili nek čut za logiko, nek čut za sorazmernost med stvarmi. In to mislim, da je v življenju izjemno, izjemno pomembno. In prav logično razmišljanje, in tukaj bom res rekla, se absolutno pridružujem Juretu, da je nesmiselno imeti v šolah kurikulume, ki našim otrokom nalagajo, da se učijo brezvezne, memorizirane podatkov, ampak jih moramo naučiti logičnega mišljenja. Logičnega mišljenja in kritičnega razmišljanja, ker predvsem v svetu umetne inteligence bo ravno to kritično razmišljanje zelo, zelo ključno. In nenazadnje vemo, da v bistvu inženirji znamo stvari narediti. Ekonomisti, pravniki jih bojo vrednotili, jih bojo propagirali, da bojo lepe in to, ampak inženirji bomo znali pa stvari narediti. In če ne bo inženirjev, enostavno ne bo napredka. In zato se moramo zavedati, da Slovenija, tako kot je Blaž rekel, mi smo industrijska dežela in Evropa more ostati industrijska. In večkrat zdaj poslušam, kako slabo je, da je Evropa selila proizvodno ven, ker enostavno razvojniki niso blizu tovarnam in svojih izumov ne morejo preizkušati. In zato trajajo stvari veliko dlje in s tem izgubljamo konkurenčno prednost. Tako da
jaz absolutno sem zelo vesela vsakim pobudom, ki razlagamo, kako pomembna je tehnika v današnjem življenju in vedno pomembnejša bo, ker če pogledamo, ne vem, zdaj že enega pralnega stroja ne moreš kupiti, ne da bi znal vsega priključiti na telefon, da ti bo povedal, kako deluje, kaj narobe z njim. Se pravi, tehnika se nam zajeda prav vsako poro našega življenja in pogumljati moramo mlade, da res študirajo elektrotehniko in tehnične študije, zato sem vesela iniciativ, kot so inženirka leta, inženirke in inženirji bomo in seveda take prireditve, kajte mislim, da je fakulteta za elektrotehniko res lahko ponosna na svoje delo, na mnogo svojih diplomantov, ki jih je vzgojila in ki imajo izjemne uspehe, ne samo doma, ampak tudi po svetu. Hvala. Najlepša hvala. Torej bi lahko priporočili še malo študijskega programa, še kakšni drugemu področju, kakšni drugi fakulteti, če sem zdaj prav razumel, ne? Da lahko tudi inženirska logiko uveljavljamo povsod v celotni izobraževalnem sistemu in na vseh segmentih. Spoštovani gostje, najlepša hvala vam za vaša pomembna sporočila in računam, da bomo skupaj poskrbeli in v sozvočju poskrbeli za trajnostni razvoj in uspeh slovenskega naroda. Hvala lepa. Najlepša hvala gospodu dekanu ter vsem njegovim gostom. Prosim vas še za en kratek aplavz, še enkrat. Hvala. Na fakulteti za elektrotehniko se veliko strokovnjakov ukvarja z najnovejšo tehnologijo na številnih področjih življenja. Eden tistih, ki se raziskovalno ukvarja s področjem umetne inteligence, je dr. Vitomir Štruc. Je redni profesor v laboratoriju za strojno inteligenco na fakulteti. Raziskuje sodobne algoritme strojnega učenja in njihovo uporabo v računalniškem vidu, biometriji, analizi besedil, energetiki, pa tudi v robotiki. Ukvarja se torej z umetno inteligenco včeraj, danes in jutri. Na oder vabim profesorja dr. Vitomirja Štruca, da nam predstavi kratek pregled razvoja umetne inteligence. Prosim. Lep pozdrav. Torej, danes sem dobil to čast, da predstavim en kratek pregled razvoja umetne inteligence. Zdaj, preden lahko mogoče se lotimo tega pregleda, pa je pomembno, da definiramo, kaj umetna inteligenca pravzaprav je. Torej, če vprašamo ChatGPT-ja, kaj si predstavlja pod umetno inteligenco, vidimo, da dobimo odgovor nekje v tem stilu. Torej, umetna inteligenca se nanaša na računalniške sisteme in algoritme, zasnovane za izvajanje nalog, ki običajno zahtevajo človeško inteligenco. In te naloge lahko vključuje učenje, sklepanje, reševanje problemov, zaznavanje, razumevanje naravnega jezika in sprejemanje odločitev. Pa še marsikaj bi se tukaj verjetno našlo. Zdaj, glede na vso poročanje o umetni inteligenci v zadnjem času, na poročanje o vseh napredkih se nekako zdi, da smo priča revoluciji v umetni inteligenci. Zdaj, vprašanje pa je, a tukaj gre res za revolucijo. Če pogledamo nekako zgodovino umetne inteligence, so tisti prvi začetki ali pa prvi pomembni mejnik, ki ga je vredno omeniti, vsekakor članek Alana Turinga z naslovom Computing Machinery and Intelligence, kjer je že razmišljal, torej daljnega leta 1950, več kot 70 let nazaj, o strojih, ki so sposobni mišljenja. Nekaj let zatem, torej leta 1956, je bila potem izvedena ena taka doznana delavnica, ena konferenca v Darmoutu, kjer so tudi ustoličili uradno ta pojem umetne inteligence. In to se nekako šteje kot začetek ali formalni začetek tega raziskovalnega področja. Zdaj, temu obdobju je sledil tak velik optimizem, veliko razvoja se je vlagalo v algoritme za umetno inteligenco, ki pa so v glavnem temeljili nekako na simbolni umetni inteligenci, pa na formalni logiki. In že leta 1966 smo dobili prvi klepetalnik, torej kot o klepetalnikih tudi veliko govorimo danes, dobili smo prvega inteligentnega robota, ampak žal se veliko tega optimizma potem tudi ni, bom rekel, izkazalo, se ni prelilo v prakso, vsaj ne z vidika financerjev, in nekako temu obdobju je sledila prva zima umetne inteligence, ko se je res financiranje praktično popolnoma ustavilo.
Kasneje, nekje v 80-ih, se je ta stvar zopet malo pobrala. Tu smo nekako prišli v obdobje ekspertnih sistemov, torej sistemov ali pa algoritmov, programov, ki so nekako posnemali človeške strokovnjake na neki ozki domeni znanja, in tu so prišli v igro logično programiranje. Nekako celotna stvar pa je kulminirala na koncu v programu, oziroma bom rekel nekako višek teh ekspertnih sistemov, programu Deep Blue, verjetno vsi to poznate, ki je leta 1997 kot prvi premagal šahovskega mojstra Kasparova. V tem obdobju tudi, podobno kot danes, se je veliko govorilo o samovozečih avtomobilih, torej v Ameriki na CMU-ju so že razvili prvi samovozeči avtomobil, ampak zopet vsa pričakovanja žal niso bila izpolnjena in sledila je, čemer mi pravimo, druga zima umetne inteligence. Zopet je nekako financiranje raziskav na tem področju precej usahnilo. Trenutno smo pa nekje v tretjem valu ali pa v tretjem zagonu, ki ga pa žene predvsem strojno učenje, razpoznavanje vzorcev, torej nekako učenje iz podatkov, in glavni modeli, ki jih tule zdaj uporabljamo, so nevronske mreže z globokim učenjem. In kot vsi vemo, pač ta razvoj zdaj napaja avtonomno vožnjo, robotiko, v zadnjih letih pa zelo veliko govorimo o generativni umetni inteligenci, torej o velikih jezikovnih modelih ali pa velikih multimodalnih modelih, ki so mogoče bolj popularni v zadnjem času. Zdaj, v to obdobje je pa ves čas bila tudi vpeta fakulteta za elektrotehniko. Torej, če se nekako kot en mejnik izpostavim, lahko mogoče poudarim uvedbo študija avtomatike na naši fakulteti leta 1960, za kar je bil zelo zaslužen akademik, profesor Ludvik Jergijek. Zatem so pa sledili različni dosežki, torej že leta 1971 se najdejo v Cobisu prve diplome pod geslom strojno učenje in razpoznavanje vzorcev, prve objave na temo razpoznavanja rokopisnih tiskanih črk. Leta 1976 pa je že bil uveden predmet umetna inteligenca na dodiplomskem študiju. Pa izvajali so se projekti za razna podjetja, ki so kasneje tudi vodili do takih mednarodnih patentov. Mogoče zelo pomembno izpostaviti je, leta 1985 je bil ustanovljen laboratorij za umetno inteligenco, torej profesor Ivan Bratko, takrat še na fakulteti za elektrotehniko, je ustanovil svoj laboratorij, ki pa je imel zelo močne vezi tudi z računalništvom, in tudi še danes nekako na naši sestrski fakulteti laboratorij še zmeraj aktiven, pa še zmeraj raziskuje. Nekako sočasno s tem je tudi nastal laboratorij za umetno zaznavanje pod profesorom Pavišičem, ki pa je nekako predhodnica tega laboratorija, s katerega prihajam tudi jaz. Torej v letu 1988 so se tudi pojavile prve objave na temo govornih tehnologij in takrat smo v našem laboratoriju delali veliko na razpoznavanju slovenskega govora, pa tudi na sintezi govora, torej kako sintetizirati iz besedila akustični signal, kar bi danes nekako padlo pod ta dežnik generativne umetne inteligence. Leta 1992 je bilo potem ustanovljeno Slovensko društvo za razpoznavanje vzorcev, torej tudi z sedežem na naši fakulteti, in tudi to društvo je še zmeraj aktivno danes in se nekako posveča področju strojnega učenja pa razpoznavanja vzorcev. Od tu naprej, torej, če se nekako prestavim na leto 2000, smo imeli pa na fakulteti že en kup laboratorijev, ki so delovali ali pa raziskovali izključno na področju umetne inteligence, torej laboratorij za slikovne tehnologije profesora Pernoša, laboratorij za strojni vid profesora Kovačiča, pa še kakega drugega bi lahko izpostavil, pa se opravičujem, če sem koga pozabil. Torej, danes pa najdete umetno inteligenco praktično na pedagoškem procesu, na vseh smereh, v raziskavah, na vseh smereh, ki so aktualne na naši fakulteti. Na avtomatiki imamo modul inteligentni sistemi, kjer predavamo strojni vid, računalniški vid, govorne tehnologije, razpoznavanje vzorcev in tako naprej. Seveda, vsem tem razvojem se pa nekako poraja vprašanje, kako inteligentna sploh je umetna inteligenca, torej, a gre res za neko inteligenco v nekem človeškem smislu. In tukaj je mogoče zanimivo pogledati, kako te stvari delujejo, mogoče res na nekem grobem, visokonivojskem nivoju, torej na primeru ChatGPT-ja. Ena osnovna funkcionalnost, ki je recimo osnova za ChatGPT, je dopolnjevanje ali pa nadaljevanje besedil. Torej, če vam bi jaz nekako podal eno iztočnico, recimo vse najboljše za, verjetno vsak bi nekako nadaljeval to stvar. In kako to stvar nadaljevati, torej to iztočnico dopolniti,
lahko dobite tudi neko statistiko iz analize nekih besedil, ki bi recimo lahko izgledala takole. In ChatGPT pa podobni modeli za procesiranje naravnega jezika v glavnem temeljijo na tej logiki. Ob neki istočnici prek neke statistike napovejo naslednjo najbolj verjetno besedno zvezo ali pa naslednji del tega stavka. In če to naredite ali pa tako analizo izvedete na vseh besedilih, ki jih najdete na internetu, lahko praktično vsako izhodišče znate nadaljevati in dobite nekaj, kar zgleda na prvo žogo inteligentno ali pa pametno. Zdaj, če bi kdo vprašal, pa se jaz lahko ChatGPT-ja tudi kaj vprašam, veste, tudi vsako vprašanje se da obrniti v neko istočnico. Če me zanima, kdo je Nikola Tesla, lahko ChatGPT v ozadju reče Nikola Tesla je in potem se stvar pač nadaljuje z dopolnjevanjem. In torej vse, kar se tukaj dogaja, je neka statistika, neka analiza obstoječih podatkov. Zdaj je to tudi slika inteligence, lahko pa mogoče sami presodite. V zadnjem času smo pa nekako zelo deležni informacij pa novosti o generativni umetni inteligenci. Torej za razliko od mogoče kakih starejših algoritmov je zdaj fokus na generiranju podatkov, na generiranju novih podatkov. In tukaj vsekakor, če se nekako osredotočim na besedila, sta tisti najbolj dve izpostavljene rešitvi, ChatGPT pa Gemini, mogoče od Googla, imate pa tudi bolj specializirane rešitve, recimo, ki vam lahko pomagajo pisati programsko kodo ali pa jo popravljajo, jo komentirajo, rešitve, ki vam pomagajo dizajnirati vaše PowerPoint drsnice ali pa kakšne druge multimedijske vsebine. Na nivoju generiranja zvoka, torej vsi poznamo digitalne asistente, kot je Siri ali pa Alexa, ki znajo se z nami pogovarjati, torej generirajo govor, sintezo govora. Imate pa tudi rešitve, ki generirajo zvok ali pa glasbo. Torej, tukaj je en tak primer, kjer lahko danes praktično na podlagi tekstovnih vnosov generiramo posnetke, glasbo, ki nekako odraža tisto semantiko ali pa ta željeni motiv, ki je izražen v besedilu. Takšne stvari so danes predmet raziskav, pa niti ne samo raziskav, tudi komercialnih podvigov, torej podjetij, ki take stvari že tržijo. Tudi na področju generiranja slik in videa imate ogromno rešitev, ki se ukvarjajo z modeli, z algoritmi, ki znajo pač generirati nove podatke. Recimo tu je en primer Midjourneyja, ki zna na podlagi vašega opisa zgenerirati sliko, primer iz Runwaya, ki zna iz te slike narediti mogoče kratek video. Take algoritme pa dejansko večja podjetja tudi že integrirajo v svoje rešitve, torej tu je en primer vtičnika Firefly za Photoshop, kjer lahko na podlagi tekstovnih besedil pač spreminjate dele slike, jih ekstrapolirate, dodate neke vizualne elemente, ki so vam zanimivi in na tak način lahko pridete do nekih rešitev, ki so mogoče zanimive za marketing ali pa pač kakšno drugo tako področje. Zdaj, s takimi rešitvami generativno umetno inteligenco se pa ukvarjamo tudi v našem laboratoriju, pa bi mogoče pokazal samo en zelo na hiter 3 projekte, nedavne ARIS projekte, s katerimi se ukvarjamo. Torej, eden takih je detekcija deepfakeov. Torej, generativna umetna inteligenca se lahko uporablja za generiranje ponarejenih podatkov in tukaj je nujno, da smo nekako sposobni ugotoviti, da so ti podatki realni ali pa ne. In v okviru projekta Deepfake Dad razvijamo mi modele za enorazredno učenje, ki so se sposobni učiti samo iz realnih slik in posledično znajo razpoznavati oziroma detektirati poljubne deepfake, tudi taki, ki bojo teoretično nastali v prihodnosti, pa ki jih danes mogoče še ne poznamo. En drug projekt, ki ga izvajamo ali pa se je ravno zaključil, je FaceGen. Torej, tukaj se nekako ukvarjamo s področjem vizualne zasebnosti. Torej, neke vhodne slike, kot so prikazane tule, želimo spremeniti na tak način, da jih je z nekimi avtomatskimi algoritmi za razpoznavanje oseb nemogoče prepoznati, pri čemer pa želimo ohraniti določene atribute podatkov. Torej, za kakšne aplikacije, ki jih pa mogoče identiteta ne zanima. Tretji projekt, ki se pa izvaja v našem laboratoriju, je pa projekt Deep Beauty. Tu se pa nekako ukvarjamo z modeli za editiranje slik za namene modne pa lepotne industrije. Torej, če si predstavljate aplikacije, kot je virtualno pomerjanje, ker bi želeli na svoji sliki pomeriti kakšno očala ali kakšno oblačilo, ali pa kot neka pomoč oblikovalcem, ki vhodno sliko spremeni na podlagi tekstovnih besedil. Torej, to je en sam tak kratek presek projektov, ki so pač povezani nekako z generativno umetno inteligenco pri nas.
Torej, danes je umetna inteligenca doma tudi na fakulteti za elektrotehniko in praktično, če potrkate na vrata poljubnemu laboratoriju, vam bojo skoraj zagotovo znali pokazati svoj del umetne inteligence ali pa svoj del algoritmov umetne inteligence, ki ga uporabljajo pri svojem delu. Torej, toliko od mene. Najlepša hvala za pozornost. Najlepša hvala doktorju Vitomirju Štrucu. Elektrotehnika in umetna inteligenca, kot smo slišali, že nekaj časa hodita z roko v roki. V vsakdanjem življenju nam elektrotehnika s pomočjo strojev in njihove inteligence pogosto olajša življenje, pa tega niti ne vemo ali sploh ne opazimo. Več o tem bomo izvedeli v naslednji diskusiji, na kateri bodo sodelovali. Dr. Tadej Justin, ki je vodilni podatkovni znanstvenik v podjetju Medius, specializiranem za razvoj programske opreme po meri. Profesor dr. Andrej Kos, ki je redni profesor na fakulteti za elektrotehniko in predstojnik laboratorija za telekomunikacije. Njegova raziskovalna področja zajemajo internet stvari, omrežja 5G in 6G, blokovne verige in kibernetsko varnost. Nato bo z nami Maja Škrjanc, ki svoje raziskovalno delo na Inštitutu Jožefa Stefana na odseku za umetno inteligenco dopolnjuje z implementacijo rešitev v poslovnem okolju kot Chief Product Officer in vodja implementacije v startup podjetju Kolektor. In pa dr. Žiga Špiclin, ki je izredni profesor na fakulteti za elektrotehniko in raziskovalec v laboratoriju za slikovne tehnologije. Njegovo delo obsega razvoj in vrednotenje numeričnih postopkov ter programske opreme za izboljšave kakovosti in kvantitativno analizo slik z aplikacijami v biomedicini in računalniškem vidu. Najprej pa si poglejmo kje vse se srečujeta elektrotehnika in umetna inteligenca danes. Že pred več kot 30 leti se je na večini področij na naši fakulteti začelo uporabljati takratne tehnologije, kot so bile nevronske mreže in strojno učenje. Na področju merilne tehnike smo posebej ponosni, da smo med prvimi objavili odlične članke z področja adaptivnih algoritmov pri merilnih inštrumentih in merilnih kalibratorjih. Strojno učenje v robotiki danes predstavlja samostojno odločanje. Pri zaznavanju s pomočjo senzorjev, pri logičnih odločitvah in pri učenju robotov. Naprimer pri generiranju in adaptaciji trajektorij ter pri vodenju robotov, ker so druge metode preveč kompleksne. S algoritmi gradimo modele procesov, razpoznavamo vzorce v merjenih signalih, napovedujemo ključne spremenljivke, ki nas zanimajo, in zagotavljamo samodejno prilagajanje delovanja sistema spremembam v okolju, v katerem sistem deluje. Metode umetne inteligence so gonilo razvoja analize medicinskih slik že praktično od leta 2015. Tovrstne metode morajo biti izredno zanesljive, recimo kvantifikacija možganskih lezij za multiplo sklerozo, detekcija anevrizem, načrtovanje radioterapije. Namesto, da bi mi iterativno izboljševali posamezne korake, to naredi za nas računalniški program, ki ga vodijo algoritmi z področja umetne inteligence in zmanjša to število interacij. Seveda bomo uporabljali te računalniške programe, ampak naš del, kjer komuniciramo z računalniškimi programi, se pa seveda tukaj bistveno zmanjša. Strojno učenje sicer že dlje časa uporabljamo, na primer v procesih načrtovanja distribucijskega omrežja. Sodelujemo tudi pri projektih ARIS-a, na primer pri projektu Drift, kjer razvijamo algoritme za vodenje nizkonapetostnega omrežja. Ti algoritmi so osnovani na umetni inteligenci, na globokem spodbojevanem učenju. Seveda programska oprema se je razvila, strojna oprema je zelo razvita. To pa seveda nam omogoča širjenje teh naših idej uporabe umetne inteligence tudi na področju električnih strojev. Ne iščemo iz dane geometrije, kakšna je zmogljivost stroja, ne, smo to obrnili in se rekli, želim imeti tak in tak stroj s tako in tako zmogljivostjo, dobim odgovor, takšna je ta geometrija stroja. Orodja umetne inteligence so na področju multimedije že vrsto let v komercialni uporabi, kjer se uporabljajo za ustvarjanje filmov, videoposnetkov. Drugo področje je pa sama obdelava multimedijskih vsebin. Dodajanje objektov iz scen, njihovo odstranjevanje šuma, skratka za izboljševanje kvalitete audio in video vsebin.
Velik del naših raziskav na področju umetne inteligence je usmerjenih v kibernetsko varnost. Čez 14 let imamo vzpostavljen sistem CyberLab, ki je namenjen opazovanju kibernetskih napadov. Pri tem pa kombiniramo umetno inteligenco in pa človeško inteligenco. Umetna inteligenca namreč ni še dovolj dobra pri napovedovanju bodočih dogodkov, zaradi tega je v bistvu kombinacija človeške in umetne inteligence prava stvar. Torej, kot smo ravnokar slišali, bomo zdaj na okrogli mizi govorili o priložnostih in izzivih povezanih z umetno inteligenco. Pri tem si pa želimo slišati tudi vaše mnenje. Na zaslonu lahko zdaj vidite QR kodo, pa če imate s seboj mobilne telefone, jo prosim poskenirajte. Ta QR koda vas bo pripeljala do orodja Mentimeter, kjer boste lahko tudi sami izrazili svoje mnenje. Torej, aplikacija bo zbirala vaše odgovore, mi pa jih bomo na koncu panela tudi skupaj pokomentirali. Torej, vprašanje, ki se vam bo prikazalo, bo, na katerem področju bo po vašem mnenju umetna inteligenca imela največji vpliv v naslednjih 10 letih. Je to medicina, avtonomna vožnja, robotika, avtomatika, farmacija, energetika, materiali, finančni sektor, ITK, obramba ali kaj drugega. Prosim, da nesete področje v eni besedi ali pa dveh, zato da jih lahko tudi potem prikažemo učinkovito na zaslonu. Če gremo mi pa kar na naše paneliste, torej danes imamo 4 strokovnjake iz 4 zelo različnih področji, pa me v okviru prvega vprašanja zanima, torej takšne in drugačne modele umetne inteligence že dlje časa razvija in uporablja na najrazličnejših področjih, ki so pa tudi tesno povezane z elektrotehniko. Seveda pa klepetalniki pa veliki jezikovni modeli še zdaleč niso edine rešitve in edini dosežki na tem področju. Maja, mogoče, kje vi vidite največje priložnosti uporabe umetne inteligence? Kakšni konkretni primeri? Ja, hvala. Mogoče samo še par besed na, to se pravi, zakaj je sploh prišlo do tega razvoja, tako kot smo videli v posnetkih. Še nikoli do zdaj nismo imeli na voljo toliko procesorske moči. Še nikoli do zdaj nismo imeli toliko podatkov na voljo. In ti dve stvari v kombinaciji z algoritmi strojnega učenja, ki so bili, kakor je Vito prej lepo predstavil, prve nevronske mreže so bile že vzpostavljene leta 1940 in so imele manj kot 10 nevronov. V 90-ih letih smo bili veseli, če smo imeli par 100 nevronov na mrežah, na nevronskih mrežah, zdaj jih imamo 10 na 16. Tako da to je zdaj ta tehnološki preskok. Še ena stvar, torej generativna umetna inteligenca ima v svojem jedru seveda velike jezikovne modele, ki zato potrebujejo prvič veliko energije, da se naučijo, veliko procesne moči, jasno in veliko podatkov. Imajo pa še eno stvar in sicer zelo človeku prijazen uporabniški vmesnik, ki omogoča vsakomur, da izkorišča praktično zakladnico znanja, ki je zajeto v velikih jezikovnih modelih. Torej vsakdo lahko zdaj uporablja rezultate umetne inteligence, generativne. Je pa res, da je tukaj kar veliko pasti in tudi tovrstni modeli, kot je Vito omenil, niso primerni za prav vse naloge, zato ne smemo zanemariti konvencionalnega načina strojnega učenja, ki je primeren za celo vrsto nalog. In tukaj bi mogoče izpostavila digitalne dvojčke. Digitalni dvojčki so modeli, ki na eni strani zajemajo algoritme, na drugi strani pa grafe znanja in se lahko uporabljajo za to, da posamezne komponente lahko modelirajo, simulirajo, analizirajo in optimizirajo. Pa ne samo posamezne komponente, temveč tudi celovite produkte. Pa ne samo produkte, temveč tudi poslovne procese, različne v podjetjih. In zdaj, če imamo podjetje, katerega lahko analiziramo in optimiziramo, zakaj ne bi državo? Tako da prvi primer digitalnega dvojčka države je bil v Singapuru, kjer so naredili 3D model države. Tudi v Sloveniji smo se tega lotili in sicer lotili smo se ga pa iz drugega vidika, iz podatkovnega vidika in sicer za obvladovanje kritične infrastrukture. In če to lahko delamo na nivoju države,
seveda na nivoju posameznika ravno tako lahko to apliciramo enak koncept, predvsem lahko vidimo, kjer smo prej videli razne medicinske naprave, ki merijo stanje telesa. Torej, na eni strani lahko merimo stanje telesa, analiziramo, optimiziramo in tako dalje, ampak lahko naredimo pa na podlagi našega digitalnega odtisa tudi našega socialnega dvojčka iz naših socialnih omrežij. Tako da možnosti so tukaj ogromne. Mogoče samo še, da se dotaknem, katera področja. Predvsem vidim največje priložnosti prvič v diagnostiki v medicini, pa v energetiki, financah, to se pravi v vseh večjih sistemih, kjer nam pride to vrstna transparentnost na eni strani in na drugi strani obvladovanje kompleksnih sistemov. Prav. Hvala. Tadej, lahko še tebi isto vprašanje, torej, kje ti vidiš največje priložnosti uporabe umetne inteligence, tudi z konkretnimi primeri, recimo z vašega dela? En lep dober večer še z moje strani. Prihajam iz majhnega slovenskega podjetja, kjer delamo nekako aplikacije po naročilu. V zadnjih 10 letih smo nekako probali, poskušamo dejansko implementirati in pomagati podjetjem, da neki modeli strojnega učenja ali pa kakorkoli druge podatkovne znanosti dejansko pridejo do izraza in jih lahko dejansko uporabijo na najbolj efektiven in pravilen način. Tako se spopadamo trenutno v področju iz energetike, iz zavarovalnic, lahko delamo neke primere, katere zavarovalniški zahtevki so recimo najbolj taki, ki so podvrženi mogoče prevaram in tako naprej in s tem pač pomagamo dejansko optimizirati nek poslovni proces v zavarovalništvu. In zato smo tudi dobili lansko leto nagrado Go Digital gospodarske zbornice za najboljši digitalni projekt v letu 2023. Priložnosti so pa sploh v Sloveniji, pa mogoče tudi v tujini, so zelo podvržene kvalitetnim podatkom. Pač vemo, da nekako umetna inteligenca ali pa strojno učenje brez dobrih podatkov dejansko ne obstaja. Ampak to pa vidimo, da v mnogih podjetjih v Sloveniji, kakor tudi v tujini, temu podatki niso dosti zreli in pa dobro obdelani v samih procesih, da bi bili lahko sploh primerni za uporabo. Tako da tukaj je še vedno velik izziv, kako postaviti neko dobro platformo za zajem podatkov, jih obdelovati v realnem času in jih dejansko tudi uporabiti vse te analize v realnem času, da sploh lahko pridemo do najboljših odločitev. Tako da tudi to smo nekako nazvali v našem podjetju in smo začeli dejansko za izdelavo neke take platforme na odprtokodnih rešitvah, ki jo imenujemo Gamma-Yun AI. Tako da to je dejansko nek predpogoj, potem pa, ko imamo dejansko podatke, je pa v bistvu nekako sky is the limit z dobrim inženirskim znanjem in z uporabo pač podatkovnih znanosti, da lahko pač pripeljemo neke konkretne odločitve in neke konkretne podatke na mizo tudi odločevalcem. Hvala. Andrej, obstajajo mogoče kakšna področja, kjer je razvoj umetne inteligence v zadnjih letih že bistveno spremenil način dela, zmogljivosti, učinkovitosti, pa mogoče tega niti ne vemo? Ja, vsekakor. Mi imamo v laboratoriju sistem CyberLab, dejansko gre za en sistem, kjer mi opazujemo kibernetske napade oziroma kibernetske hekerje. No in mi uporabljamo umetno inteligenco na način, ker zbiramo ogromno podatkov, nekatere podatke zbiramo že 14 let in umetna inteligenca nam pomaga profilirati napadalce, pomaga nam profilirati napade, tako da mi vemo, kaj je kaj in lahko z tega potem določene stvari sklepamo, kaj naredimo in tako naprej. Tako da brez tega na roke praktično ni več mogoče tega delati. Hvala. Pa Žiga, torej kak primer razvoja umetne inteligence recimo pri vašem delu? Dobro večer, vsem skupaj. Ja, v laboratoriju se ukvarjamo predvsem z analizo medicinskih slik.
In da vam pomagam mogoče pri vašem odgovoru, bi sam navedel eno dejstvo, ki velja za vse zahodne razvite države, da po deležu bruto domačega proizvoda je zdravstvo, bi rekel, največji odjemalec in tudi v bistvu na nek način industrija. In mi vidimo priložnosti predvsem v zdravstvu in gledamo na njo kot na industrijo, ki generira ogromne količine podatkov in umetna inteligenca je tukaj orodje za obvladovanje te ogromne količine podatkov. Zdaj, v prvi vrsti v medicini se generirajo preiskave. In te preiskave ustvarjajo podatke, za nas so tipično vhodni podatki slikovni. In kako se vrednotijo te slikovni podatki še danes? Tako, da jih nekdo pogleda. Nekdo, ki je izučen, ki ima izučeno oko. In v bistvu naš glavni paradni produkt, bi rekel, laboratorija je v bistvu avtomatska analiza teh slik, tako da tista dela ročna, ki jih običajno, bi rekel, radiolog mora narediti sam, mora obrisati anatomske strukture in na osnovi teh obrisov narediti meritve, naredimo z modeli umetne inteligence, kar lahko bistveno pospeši ta proces in tudi zagotavlja neko objektivnost, neko ponovljivost, ki je mogoče pri kakšnih kritičnih strukturah, kot so patološke strukture, mogoče radiologi ne dosegajo. Tako da ena izmed aplikacij je recimo kvantifikacija slik magnetne resonance glave za bolnike z multiplo sklerozo, kar je projekt, ki teče že, tak pilotni projekt, raziskovalni, ki teče že več kot 10 let, na osnovi katerega zbiramo podatke bolnikov z multiplo sklerozo in sicer so to magnetno-resonančna preiskava, na osnovi katere želimo najprej opredeliti stanje bolnika in tudi iz podatkov, ki jih izločimo, potem napovedati, kako se bo v prihodnosti ta bolezen obnašala. Bodi si bo napredovala, bodi si bo bolezen stabilna. In na tem področju so nevrologi, ti, ki z bolniki se dnevno srečujejo, dejansko zaznali velik pomen teh tehnologij, ker imajo na voljo cel spekter zdravil, tudi do 20 zdravil, ki so različno učinkovita in se morajo pač na nek način odločiti, katero zdravilo bojo nekomu administrirali in tukaj jim seveda taki napovedni modeli pomagajo za to, da svojo odločitev pač nekako podprejo ali pa vidijo, da je v skladu z njihovimi pač pričakovanji. Hvala. Lahko pogledamo rezultate Mentimetra. Torej, tudi tukaj je nekako mnenje skladno, da največji vpliv bo umetne inteligence na medicino, robotiko, obrambo, avtonomno vožnjo, torej tudi ta področja, ki se deloma nekako pokrivajo znotraj fakultete. Imam še eno vprašanje. Torej, razvoj umetne inteligence ima nedvomno vpliv tudi na različne vidike izobraževanja. To je sploh pomembno za našo fakulteto, kjer je en od osnovnih namenov je pač pedagoško delo. Zdaj, uporaba orodij umetne inteligence tudi v industriji zahteva kontinuirano izobraževanje kadrov, tako starejših kot mlajših. Če mi malo gledamo svoj pedagoški proces, študenti uporabljajo ChatGPT za reševanje nalog, laboratorijskih vaj, izpitov, profesori pa predavatelji se moramo pa temu prilagoditi. Kako se pri vas poprijemate s takimi vidiki? Mogoče najprej Andrej. Hvala še enkrat za besedo. Jaz mislim, da bo ta vsebina, ki jo mi kot profesori ali pa asistenti moramo podati študentom, bo vedno lažje se bo dobilo na internetu, to bo naredila umetna inteligenca, ta študijska pot bo narejena avtomatsko in bo zelo dobra, zelo kvalitetna. To, kar bo ostalo nam, se pravi ta transformacija univerz izobraževalnega sistema, bo to, da bomo mi postali spodbujalci kreativnosti, spodbujalci interdisciplinarnega znanja, se pravi, da bomo več področji, več različnih študentov skupaj povezali. Spodbujevalci kritičnega mišljenja, ko boš nekaj videl, da boš znal oceniti, a je to v redu ali ni. Se pravi, vsem je odplev. Se pravi, ta zadeva bo še nekaj časa ostala v domeni, bom rekel, strokovnjakov, ki znajo misliti svojo glavo. Določen del celega pedagoškega procesa bo pač šel v eno smer, ki ga bo umetna inteligenca naredila s temi algoritmi, ki jih imamo. Tako da tukaj bi rekel multidisciplinarnost, kreativno mišljenje in pa kritično mišljenje so tiste stvari, ki jih bomo mi delali, bomo pa postali verjetno vedno bolj mentori pa tutorji, vedno manj pa kot nekdo, ki bo frontalno predaval stvari študentom. Hvala. Žiga, mogoče tvoje mnenje? Jaz gledam mogoče na pojav teh
jezikovnih modelov, ki jih lahko zdaj študenti uporabljajo kot neko dodatno orodje. Tako kot je svoj čas bil kalkulator, in smo se ga mogoče bali, da študenti pa potem bojo izgubili veščine računanja, tako kot se je pojavil potem svetovni splet in pa možnost pridobivanja podatkov iz Wikipedije in ostalih virov. Na podoben način gledam ta ChatGPT kot neko orodje, s katerim bojo študenti mogoče še na lažji način prišli do informacij, ampak ključno bo pa to, kar bo že izpostavljeno tudi na prejšnjem panelu, ta nivo kritičnega razmišljanja. Je tista informacija res relevantna, ki jo iščem, tudi s kakšnimi ključnimi besedami naslovim jezikovni model, da to informacijo pridobim, in to bojo mogli študenti osvojiti, in mislim, da je prav, da jih pedagogi naučimo uporabljati to orodje in jih aktivno spodbujamo uporabljati taka nova orodja. In tudi zato, da bojo, ko bojo ta orodja obvladali, tudi to po študiju nanesli v industrijo in pretopili potem v neke praktične uporabne rešitve in procese. Hvala. Maja, lahko še prosim za komentar? Ja, mogoče še to. Ena od paradigem, to se mogoče ne nanaša samo na pedagoški proces, ampak tudi na delovne resurse, ki so že v delovnem razmerju, da tako rečem. Torej, ena izmed paradigem je bila, da so mladi bolj dovzetni za to vrstne tehnologije, da jih hitreje osvojijo, da lažje delajo z njimi, rasli so gor z digitalnimi tehnologijami. In ravno pojav velikih jezikovnih modelov in njegove težave z halucinacijami so zdaj pokazale pot, kjer, torej, nujnost evaluacije rezultatov, kdo pa lahko evaluira rezultate, to pa lahko evaluira nekdo, ki že poseduje znanje in ki poseduje izkušnje, da sploh lahko naredi evaluacijo. Torej, starejši, bolj izkušeni delavci bodo lažje opravili to nalogo evaluacije, kar pomeni v praksi, da tudi starejši in izkušenejši delavci bodo prišli na svoj račun oziroma bodo nujno potrebni, da bodo lahko prenesli način, tisti, ki ga seveda posedujejo, da bodo lahko prenesli način zbiranja izkušenj, evaluacije rezultatov in predvsem kritično mišljenje. Zato, ker je potrebno popolnoma vsak rezultat generativne umetne inteligence treba pogledati z zares kritičnimi očmi. In to je nekaj, kar trenutno manjka. To ne samo v pedagoškem procesu. Hvala. Še Tadej, mogoče zaključna misel na to temo? Težko gledam v bistvu v tej hiperprodukciji in uporabi v bistvu jezikovnih modelov, tudi mogoče bolj specialnih, recimo v programiranju, da se uporablja ta generična koda, ki je dejansko generirana iz tam. To se pravi, v kodi je še dosti enostavno. Ti lahko dejansko preveriš rezultat in lahko vidiš, kako nekaj vpliva na to, ampak so pa potrebni testi za to. In dejansko, če naučimo jezikovni model mogoče pisati kodo, pa mi testirati, bomo mogoče napredovali. Če bomo prepuščali dejansko hiperprodukciji prosto pot in bomo zaupali samo jezikovnim modelom, da bojo napisali neko kodo in jo pač dali naprej, pač temu ne bomo nikamor prišli. Se pravi, jaz mislim, da je evalvacija ključnega pomena in mogoče prilagajanje pač tudi na fakultetah in posod pač mogoče tega programa, kako dejansko evalvirati, na kakšen način in kako kvalitetno evalvirati to, kar dobimo iz informacij iz ogromnih jezikovnih modelov. Samo sekundo, vem, da nas čas preganja. Ključna zadeva fakultet in univerz v bodoče mislim, da je dovolj dobra oprema oziroma odlična oprema in pa eksperimentalno delo z opremo, ostalo bo potem prišlo na tak ali drugačen način. In to je tudi del, ki ga bomo mi v bodoče verjetno veliko bolj delali ali pa bi ga mogli veliko bolj delati. Ja, najlepša hvala za komentarje. Očitno je to zelo zanimiva tema, ki bi lahko še verjetno ure in ure o tem debatirali, ampak na tem mestu se potem zahvalimo, pa predajam besedo naprej. Babica, ki je materi Džuki pomagala pri porodu, naj bi, ko se je močno zabliskalo in je grmelo, da se je vse treslo, dejala: "To bo otrok neurja." Mati pa je odgovorila: "Ne, to bo otrok svetlobe."
Albert Einstein je bil že kot otrok tako navdušen nad svetlobo, da si je jasno predstavljal, kako jaha na velikem svetlobnem žarku. Mali Nikola Tesla se je navduševal nad strelami. In čeprav sta imela oba znanstvenika kasneje v svojem življenju kar različne poglede na nekatere znanstvene teorije, je njuno ustvarjalno delo, njuno intuicijo, njune izume napajala prav ta igriva izkušnja iz otroštva. Ali so tudi tebi, ki sediš danes tu med nami, igrivost, iskrivost in iskrenost še vedno blizu? Če človek kot odrastel opusti otroče, ohrani pa tisto otroško čudenje, potem lahko tisto, kar je nekaterim morda čudno, postane čudenja vredno. Izumitelj si v osnovi prizadeva za reševanje življenj. Ne gre za obvladovanje sil, izboljševanje naprav ali zagotavljanje novih priprav za lažje življenje. Za napredek v razvoju človeka so ključni izumi. Ti so najpomembnejši dosežek človekovega ustvarjalnega uma. Ne obžalujem, da so mi pokradli ideje. Obžalujem, ker nimajo svojih. Če hočete najti skrivnost univerzuma, razmišljajte o energiji, frekvencah in vibracijah. Kaj pa lahko pričakujemo v razvoju elektrotehnike in umetne inteligence? Nas v prihodnje na tem področju čaka več plusov ali več minusov. Poglejmo, kaj in kam nas v prihodnosti lahko vodita elektrotehnika in umetna inteligenca. Za naprej, za prihodnost, strojno učenje vidim kot tak zelo ključen praktično dejavnik sodobnega elektroenergetskega sistema, od same obdelave podatkov, pa do zagotavljanja stabilnosti delovanja elektroenergetskega sistema, pa konec koncev tudi do umeščanja elektroenergetske infrastrukture v prostor. Današnja industrija želi poceni stroj z malo vključenega materiala ob sočasnem doseganju vseh zahtevanih parametrov in lastnosti.
Dobro pa je, ker vidimo prihodnost, vidimo tudi povezavo te umetne inteligence z našo industrijo, kjer bomo, upam, da pripomogli k recimo boljšemu tržnemu deležu same industrije. Umetna inteligenca bo robotom omogočala prepoznavanje in razumevanje okolice, funkcionalnosti in namena objektov in konteksta naloge. Ključna bo za avtonomno dolgoročno planiranje, razvoj zaznavnih, kognitivnih in motoričnih sposobnosti robotov, ki bodo presegale človekove zmogljivosti in robotom omogočale delovanje v za človeka prilagojenih okoljih. Največji izzivi se pojavljajo tam, kjer poskušamo nadomestiti človeka, tam, kjer so nevarna okolja, kjer poskušamo zmanjšati človekov vpliv za doseganje večje kvalitete, kjer poskušamo optimirati energijo in kakovost. Integrirana vezja, ki jih načrtamo s programi s pomočjo umetne inteligence, uporabljamo za reševanje algoritmov za umetno inteligenco. In tako smo z izdelanimi integriranimi vezi dali možnost raziskovalcem, ki razvijajo algoritme za potrebe umetne inteligence, da preverijo njihovo delovanje in izkoriščajo možnost, ki jih ponuja sodobna polprevodniška tehnologija. Trenutno in v prihodnosti pa si obetamo velik napredek pri uporabi umetne inteligence v merilni inštrumentaciji, predvsem se stališča napovedovanja kalibracijskih intervalov. Na področju novih metod pri meritvah, ki temeljijo na človekovem zaznavanju, nam pa to sploh daje neslutene možnosti za naprej. En večjih problemov in izzivov, ki ga že poznamo danes, je ustvarjanje lažnih video in audio vsebin, z drugimi besedami deepfakey. En velik izziv bo ugotavljanje verodostojnosti teh vsebin, kaj je bilo zares posneto, kaj se je v resnici zgodilo in kaj je bilo umetno ustvarjeno s takimi orodji. Še nekoliko dlje v prihodnosti lahko pričakujemo, da bojo metode umetne inteligence kradniki digitalnega pacientovega dvojčka, ki bo na eni strani recimo omogočil hitrejše diagnosticiranje, pa še pomembneje že preventivne ukrepe in v bistvu bo nekako omogočil personalizirano medicino v polnem pomenu te besede. Ključen vpliv umetne inteligence na poučevanje pa vidim v tem, da bomo morali začeti sestavljati interdisciplinarne kreativne time študentov, profesorjev in asistentov ter tudi orodij za kompleksne probleme, ki prihajajo in jih z današnjimi pristopi ni mogoče še rešiti. Torej, v posnetku smo videli, kako si prihodnost umetne inteligence zamišljajo v naših laboratorijih, torej laboratorijih Fakultete za elektrotehniko. Zdaj, v drugem panelu pa bomo o tem diskutirali tudi z našimi panelisti. Hkrati nas pa zopet zanima vaše mnenje, torej podobno kot prej vas bi prosil, da odprete Mentimeter in odgovorite na dva vprašanja, o katerih se bomo pogovarjali tudi z deležniki na okrogli mizi. Rezultate pa bomo potem po zaključku tudi pokomentirali. Torej, prvo vprašanje je, oziroma trditev, odprtokodne rešitve bodo v naslednjih 10 letih postale gonilo razvoja umetne inteligence. In drugo vprašanje, regulacija umetne inteligence bo pripomogla k večji konkurenčnosti Evrope. Torej, v zvezi z uporabo umetne inteligence obstaja kup izzivov, ki pa nedvomno zanimajo tudi našo publiko, saj so v veliki meri povezani s poslovnim okoljem. Tadej, če bi se midva malo pogovorila o odprtokodnih rešitvah pa njihovem vplivu v prihodnosti, zanima me predvsem način dela pri razvoju rešitev umetne inteligence z odprtokodnimi v primerjavi z zaprtokodnimi rešitvami, pa kaj to pomeni za neko neodvisnost pa dostopnost razvitih komercialnih rešitev. Jaz mislim, da so že od nekdaj gonilo celotne, mogoče od začetka interneta, ali pa mogoče tudi že prej, izmenjava nekih podatkov, nekih kod, iskanje skupnega interesnega združenja po svetu ljudi, ker ne najdeš mogoče kar za vogalom človeka, ki ga zanimajo isto področje kot ti. In platforme, ki omogočajo nekako deljenje kode in odprti vpogled v kodo, ki jo ti hočeš dejansko prodajati, publicirati ali pa iščeš neke uporabnike, so ključ do nekega razvoja nekih skupnosti, ki omogočajo izvedbo boljše programske opreme. In to se kaže tudi trenutno konkretno z podjetjem OpenAI, ko je
kot neprofitna organizacija dejansko začela z zbiranjem vseh teh podatkov, uporabljala odprtokodne podatke, sploh da je mogoče lahko začela svoj razvoj v sklopu teh večjih jezikovnih modelov. Sicer se je potem to vse zaprlo pa šlo nekam drugam, ampak gonilna sila je definitivno odprtokodnost, pogovarjanje in iskanje nekih združenj in interesnih inženirjev in inženirk, ki skupaj ustvarjajo pač neko boljšo prihodnost. In to je dejansko odprtokodnost. Torej tudi v vašem podjetju se osredotočate na uporabo odprte kode pri svojem razvoju? Seveda, ja. Namreč odprta koda je nekaj krasnega, ker lahko dejansko ti omogoča nek kakor hladni štart, hitrejši štart k nekemu končnemu produktu, je pa še zdaleč ni primerna za neposredno uporabo v konkretnih velikih organizacijah, velikih podjetjih, ker zahteva mnogo integracij na različne druge sisteme in povezljivosti med sabo, in tako da pač omogoča neko prototipiranje v bistvu in za boljšo izdelavo konkretnih zaključkov in hitrejšega mogoče prikaza tudi naročnikom, kaj sploh omogoča neka umetno inteligentni sistem ali pa sama programska oprema. Hvala. Žiga, zanima me dostopnost računskih virov. Če malo pogledamo te modele, ki se uporabljajo konkretno na vašem področju za obdelavo slikovnih podatkov, ti modeli se grozno napihujejo, torej zmeraj bolj računsko so zahtevni. Za učenje takih modelov sploh potrebujete specializirano strojno opremo, torej grafične procesore, ne več klasičnih procesorov. Kako pomembna je dostopnost do lastne opreme oziroma superračunalnikov, kot je recimo Vega v akademskem svetu v primerjavi z industrijo, pa kakšno oviro to predstavlja recimo za razvoj, če pač takega dostopa nimaš? Jaz bi rekel, v laboratoriju za slikovne tehnologije smo v zadnjem času, v zadnjih 3 letih investirali v nakup strojne opreme skoraj 250 000 evrov, pa smo relativno majhen laboratorij. En izmed razlogov je to, da delamo s podatki, ki izhajajo iz medicinske domene, ki so po naravi občutljivi zaradi potencialno pač identifikacije bolnikov in tako naprej. Tako da smo nekako primorani delati v nekako zaprtem okolju, se pravi, da te podatki ne grejo izven naše kontrole. Jih hranimo na posebnih strežnikih, jih obdelujemo na posebnih strežnikih, in kar je mogoče še pri tej številki, ki so imeno pomembno, to številko štejem tudi tisto podporno, sistemsko opremo, kot so klimatske naprave, ki potem te naprave, na katerih zaganjamo učenje, potem tudi hladijo, in to tudi predstavlja kot nezanemarljiv strošek. Pač tega se treba zavedati, ko se enkrat lotiš opremljanja laboratorija tudi in načrtovanja pravega mesta. Tako da za nas velja, da pač moramo graditi svoje kapacitete in tudi recimo neke regulative, recimo če bi take rešitve, kot sem jo prej omenil, uporabljal recimo v komercialne namene v različnih državah, so regulative, da podatki ne smejo iti iz države. Se pravi, se morajo pa obdelovati v računskih centrih v državi. Tako regulativo recimo ima Nemčija, se pravi, medicinski podatki, ki se ustvarjajo v Nemčiji, ne smejo zapustiti države Nemčije, se pravi, področja Nemčije. Tako da alternativa seveda temu, če deluješ izven domene, na neobčutljivih podatkih stališča bolnikovih pa zasebnih informacij, so potem razne rešitve v oblaku, ampak tudi naša hitra kalkulacija, bi rekel, laboratorijev je pokazala, da če imaš opremo polno zasedeno, izkoriščeno, se ta oprema v dobremu letu povrne, ta strošek nakupa se povrne v primerjavi z stroškom recimo računa na oblaku. Tako da v 3 letih je pa nekako zastarela, tako da tukaj nekje smo. Hvala. Maja, torej v Evropi se je ravno sprejela pač nova zakonodaja, AI Act, in vedno bolj smo nekako priča regulaciji umetne inteligence. Mene zanima vpliv te regulacije na konkurenčnost Evrope na tem področju, pa mogoče sploh vpliv regulacije z vidika standardizacije pa certificiranja.
rešitev umetne inteligence, recimo z ozirom na uporabo na kritičnih področjih, kot je mogoče medicina ali pa letalstvo ali pa obramba. Lahko prosim za nek komentar na te teme. Pri samem AI Actus je varnostni vidik, pa vojska sta izuzeta, tako da se na to ne nanaša, ampak mogoče, če tako povzamem, zdaj Evropa je seveda ena izmed inštitucij, kjer se sprejemajo to vrstne regulacije oziroma poskusi regulacije in seveda posebnost Evrope je v tem, da dajo še posebni poudarek na varstvo zasebnosti in etiko. So pa seveda zraven še druge iniciative, kot so OECD, UNESCO, Združeni narodi in podobno. Torej zdaj, kar se tiče AI Acta, je sprejet, kar pa se dogaja zdaj tekom, mislim, je kar eno veliko število delovnih skupin, kjer pa sprejemamo smernice za standardizacijo. To se pravi, AI Act je uredba, ki je v svojem bistvu pravzaprav zelo splošna, ker mora pokriti en širok spekter in širok nabor različnih primerov oziroma tudi tipov umetne inteligence. Tisto, kar je izjemno zanimivo in kar me veseli, je to, da v pripravi smernic za standardizacijo se bodo zasledovale zgolj dobre prakse, ki bi se morale tako ali tako že upoštevati v podjetjih. Namreč to, kar vidimo v praksi, je to, da tudi če imajo podjetja oziroma obstajajo primeri in teh ni malo, kjer imajo podjetja že uvedene sisteme, ki imajo v svojem jedru tudi neke napovedne modele, ampak zanemarjajo ta vidik celotnega življenjskega cikla modela. Namreč zato, da znamo na pravilen način uporabljati rezultate, torej pomeni tudi varno, je zelo pomembno, da mi razumemo, kakšne predpostavke so bile narejene pri tem modelu, da znamo obrazložiti rezultate, ne samo, da jih uporabljamo kot neke številke in o tem ne razmišljamo. Tako da to gre v pravo smer, je pa res, kot je bilo že povedano, ker tovrstni algoritmi so nujno in njihovi rezultati tudi odvisni od podatkov, se na to navezuje še ene par drugih uredb, ena, ki je že nam je dobro znana, to je GDPR, varstvo osebnih podatkov, druga je bila sprejeta Open Data Act, ki govori o tem, kateri podatki bodo bili odprti in kdo jih bo dolžan dati na voljo. In potem je še Data Governance Act, ki pa mislim, da bo stopil v veljavo naslednje leto. Tako da Evropa ima poskuša na eni strani ne biti preveč rigidna v smislu ubijanja konkurence in ubijanja razvoja, ravno zato je zdaj sprejela tudi nadaljevanje teh uredb, ki govori o tem, da oziroma spušča pogoje. Na eni strani želi varnost, na drugi strani pa tudi daje podatke na voljo. Zdaj pa ravno danes so bile pa odprte diskusije, javne razprave na to temo, kjer pa se moramo zopet začeti pogovarjati multidisciplinarno, v tem primeru tudi pravniki in tudi tehniki in moramo se naučiti razumeti en drugega, čeprav uporabljamo iste izraze, jih mogoče ne razumemo na isti način. In to pa je težava in s tem se ubadamo. Hvala. Pa mogoče še zadnje vprašanje za Andreja. Torej, razvoj umetne inteligence pač privede do tega, da v različnih panogih se da zdaj tudi avtomatizirati na nek način visoko kvalificirano delovno silo. Tukaj me zanima tvoje mnenje, predvsem ob dejstvu, da ti algoritmi so pogosto podvrženi pristranskosti ali pa neidealnemu posploševanju, kljub temu pa ponujajo neke zmogljivosti za povečanje produktivnosti. Kako se s temi vidiki recimo srečujete na področju kibernetske varnosti? Mi, ko to uporabljamo, se izkaže, da za stvari, ki imajo neko zgodovino, ki jih je nekdo že naredil, za napade, ki so se zgodili, je umetna inteligenca odlična. Se pravi, tam ljudje ne bomo imeli več kaj početi zelo kmalu. Potem imamo pa napade, ki so mogoče odvisni od človeških faktorjev, se pravi neki social engineering, neki novi načine, ki jih algoritmi in podatki še nikoli niso videli, teh napadov pa pač umetna inteligenca, taka kot je zdaj, ne more še zaznati in
ti rabiš še vedno človeško inteligenco oziroma ljudi, da ugotovijo, kako se je to zgodilo, potem pa lahko to stroj naprej dela. Trenutno smo še vedno v tem stanju, se pravi, kar imamo zgodovinsko lahko, kar je novega, je še vedno človek tisti, ki mora to povedati. Tako da, recimo, če povem primer za kibernetske napade, mi imamo eno orodje, ki si vizualiziramo, kaj se dogaja, napadalci orodja, odkje to downloadajo, kam uploadajo, kdo to uporablja, kdo so prijatelji, od koga in tako naprej. No in v bistvu trenutno za te nove stvari, ko ugotavljamo, kaj to je, še vedno na osnovi nekega grafa, ki ga pogleda človek, še vedno lažje in hitreje ugotoviš, kot pa da v bistvu umetni inteligenci daš neka pravila, skratka, kot da bi to naredila umetna inteligenca. Ampak pač, ko se to zgodi enkrat, dvakrat, potem gremo dalje, iščemo nove. Ne? Hvala lepa za mnenje. Lahko mogoče prikažemo še rezultate Mentimetra. Torej tukaj mogoče velja omeniti, da so rezultati na diskretni skali od 1 do 5, tako da nekako publika se strinja, da bojo odprtokodne rešitve zelo pomembne v prihodnosti. Regulacija je pa bolj na negativni strani, ne bo imela negativni vpliv, ali pa vse po mnenju publike negativni vpliv na konkurenčnost Evrope. No, jaz bi na tem mestu se zahvalil vsem panelistom za sodelovanje, tudi publiki za aktivno sodelovanje, pa bi prosil za en aplavz za naše paneliste. Kdo so tisti, ki izstopajo? Kdo so tisti, zaradi katerih gre ta svet še hitreje naprej? Premikajo meje znanega, razvijajo nove ideje, nove tehnologije. Predvsem pa imajo ideje. Ideje, ki jih udejanjajo. Nikola Tesla kot izumitelj je rekel, da ne obžaluje, da so mu pokradli ideje, obžaluje predvsem to, da niso imeli svojih. To za naše nagrajence danes nikakor ne velja. Oni so tisti z idejami, ki pri različnih projektih sodelujejo s fakulteto in njihov doprinos bomo nocoj nagradili. Lahko bi rekli, da so v resnici velik plus za razvoj elektrotehnike. Na oder vabim dekana, gospoda profesorja dr. Marka Topiča, ki bo podelil nagrade Elektra Plus. Sodelovanje fakultete za elektrotehniko s podjetjem Telekom Slovenije je tradicionalno, vsestransko in strateško zelo pomembno. Področja medsebojnega sodelovanja so mnoga, od razvojno-raziskovalnih projektov, predvsem z področja kibernetske varnosti, umetne inteligence in rešitev 5G ter izmenjav predavateljev in izvajanja študijskega programa Multimedija. Zaposleni na Telekomu Slovenije se stalno izpopolnjujejo na delavnicah in usposabljenih v okviru IKT Akademije, katedre za informacijsko-komunikacijske tehnologije, ter hkrati sodelujejo kot vabljeni predavatelji pri predmetih na fakulteti. Oboje krepi sodelovanje med znanostjo in gospodarstvom. Diplomantke in diplomanti fakultete so strani Telekoma zelo iskan kader, zasedajo tudi vodilna delovna mesta. Strateško sodelovanje Telekoma Slovenije na kadrovskem področju je bilo nagrajeno s podporo v uvedbi novega študijskega programa Multimedija, kjer Telekom Slovenije že več let nastopa kot generalni pokrovitelj. V okviru sodelovanja s Telekomom Slovenije in katedro za IKT je bil v letu 2022 laboratorij Edit Lab opremljen s celostensko izvirno grafično podobo. Njena podoba je nastala v sodelovanju Telekoma Slovenije, laboratorija za multimedijo in študentov multimedije. Grafika vsebuje Triglav, številne prepoznavne stavbe v Sloveniji ter seveda tudi Telekomov center in fakulteto za elektrotehniko. Nad stavbami so upodobljene različne multimedijske tehnologije in storitve ter IKT in MM storitve podjetja Telekoma Slovenije. Izpostavljene so tudi tehnologije prihodnosti in trajnostna mobilnost. Nagrado Elektra Plus poslovnemu partnerju za celovito in uspešno sodelovanje prejme Telekom Slovenije. Nagrado bo prevzel gospod Boštjan Košak. Čestitke.
Najprej bi poudaril, da smo bili že od začetka zraven pri študijskem programu Multimedije. Smo generalni sponzor in že od začetka razvoja tega programa pravzaprav sodelujemo in smo na to tudi zelo ponosni. Seveda ostali oblike sodelovanja pa so štipendiranje, kot ena pomembna za študente in tudi za nas, izmenjava različnih znanj, obiski, tudi sodelovanje na skupnih dogodkih in dogodkih fakultete za elektrotehniko. Predvsem zato, ker živimo v času nenehnega razvoja, nenehnih sprememb in fakultete gotovo so tisto gojišče, ki je osnova za razumevanje sveta, ki se spreminja. Smo tudi v Telekomu Sloveniji pokazali, da smo neločljiv del tega procesa. Se pravi, večina kadrov, ki se oblikujejo na področju povezljivosti, telekomunikacij, komunikacijskih tehnologij, to nadgrajuje potem tudi znotraj Telekoma in v tem se vidimo pravzaprav kot neločljiv del neke celote. In zato, predvsem zato, tudi mislimo, da relativno nimamo težav pri pridobivanju kadra, še posebej na področju medijev, multimedije in kibernetske varnosti. Mi nekatere stvari zaznavamo bolje kot fakulteta, fakulteta druge bolje kot mi. In če to združimo, potem imamo neko tvorno sodelovanje in cilj tega sodelovanja pa je Evropo nekako spet dvigniti in vrniti bolj v špic tehnološkega napredka. Skratka, oblik tega sodelovanja je zelo veliko in se posebej veselimo dodajanja in nadgrajevanja tega, kar že smo ustvarili. Iskrene čestitke. Zgodba Elektroinštituta Milan Vidmar se začne z nestorjem slovenske elektrotehnike Milanom Vidmarjem, ki je že leta 1948 z ustanovitvijo inštituta povezal vrhunske strokovnjake na področju elektrotehnike. Vse od takrat inštitut sledi poslanstvu nosilca razvoja na področju elektroenergetike in splošne energetike, ki ga izpolnjuje z vrhunskim strokovnim in raziskovalnim delom, kar ne bi bilo mogoče brez namenjanja velike pozornosti razvoju kadrov. Tesno sodeluje tudi s fakulteto za elektrotehniko, tako na področju razvoja in raziskav, kot tudi v okviru pedagoškega procesa in somentorstv pri zaključnih nalogah študentov in študentk. Prav zavezanost inštituta povezovanju raziskovalne sfere na področju elektroenergetike in skrbi za izobraževanje mladih strokovnjakov so ključne odlike, ki Elektroinštitutu Milan Vidmar omogočajo soustvarjanje razvoja elektroenergetike ter splošne energetike v simbiozi z družbenim in naravnim okoljem. Nagrado Elektra Plus poslovnemu partnerju za celovito in uspešno sodelovanje prejme Elektroinštitut Milan Vidmar. Prevzel jo bo dr. Stane Vižentin. Fakulteta izvaja dela glede elektrogospodarstva bolj na višjem nivoju, bolj fizikalno, poglobljeno. Elektroinštitut Milan Vidmar je pa ves čas v povezavi z elektrogospodarstvom in zaradi tega ima bolj praktične izkušnje. Kadrov bo potrebno pridobiti vedno več. Namreč elektroenergetski sistem postaja vse bolj kompleksen. Mi že vrsto let sodelujemo z sedanjo nuklearno elektrarno, tako da pričakujemo, da bomo s fakulteto tudi na tem področju morali sodelovati, zato ker potrebe bodo velike. Drugo področje je pa v povezavi z obnovljivimi viri. Niso samo sončne elektrarne, pa vetrne elektrarne, tiste, ki so potrebne, pač pa tudi cel sistem je treba pripraviti tako, da bo mogoče vse to vgraditi. Kar na vseh področjih sodelujemo s fakulteto in je tako tudi prav. Iskrene čestitke. Z agencijo IP-PR oziroma Ireno Pavčič PR, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani sodeluje že 10 let, vse od njenih začetkov.
Oni so tisti, ki poskrbijo za to, da novice o dogajanju na fakulteti, o vseh naših uspehih, odkritjih, projektih in prebojih pristanejo v dnevnih slovenskih medijih, tako časopisnih kot televizijskih, pa seveda ne smemo pozabiti na radio. S pomočjo IP-PR vsakoletno skrbno usklajujemo promocijske kampanje za vpis na fakulteto ter splošno strateško komunikacijsko strategijo pojavljanja fakultete v javnosti ter ozaveščanja javnosti o tem, kaj vse Elektrotehnika Plus sploh je. Odnosi z javnostmi so namreč ključnega pomena pri tem, kako zunanji deležniki dojemajo tako našo institucijo, kot vsa področja, ki jih znotraj fakultete pokrivamo. Če je fakulteta za elektrotehniko platno, je IP-PR čopič, ki na tem platnu ustvarja podobo, ki bo odmevala pri različnih javnostih. Hvala za vso podporo in upamo na uspešno sodelovanje še naprej. Nagrado Elektra Plus poslovnemu partnerju za celovito in uspešno sodelovanje na področju promocije elektrotehnike prejme agencija IP-PR. Nagrado bo prevzela gospa Irena Pavčič. V agenciji IP-PR nam je zelo pomembna sinergija z naročniki. S fakulteto za elektrotehniko sodelujemo že 11 let in prepričana sem, da se je v vseh teh letih med nami spletla posebna vez, iz katere izhajajo številne uspešne zgodbe. Delo za fakulteto za elektrotehniko je zelo dinamično in raznoliko. Številni dogodki, raziskovalni projekti, pa tudi delo z izjemnimi profesorji in študenti nas stalno spodbuja k učenju in piljenju naših veščin na področju komuniciranja, še posebej v inženirstvu. Inovacije znanstvenikov svetovnega kova komuniciramo v splošni javnosti. Njihovo delo nam je v večni navdih in zato nam ni nikoli težko ustvariti inovativne kampanje za promocijo elektrotehnike in multimedije. Na dnevni bazi pa je delo zanje kot hobotnica. Vsak dan se iz jedra razgrnejo nove zgodbe, ki jim nikoli ne bo konca. Še enkrat iskrene čestitke vsem nagrajencem. Vas zanima, kaj umetna inteligenca, v tem primeru ChatGPT, meni o nocojšnjem večeru, o simfoniji Elektrotehnike Plus? Naj vam citiram ChatGPT. Simfonija Elektrotehnike Plus zveni kot izjemno zanimiv koncept. Predstavljam si, da bi lahko bil to inovativen pristop k poučevanju ali raziskovanju na področju elektrotehnike, ki združuje tradicionalne koncepte elektrotehnike s sodobnimi tehnološkimi inženirskimi praksami. Ta simfonija bi lahko združila širok spekter elementov, kot so teorija vezi, digitalna elektronika, nadzor in avtomatizacija, elektromagnetizem, telekomunikacije, računalniško načrtovanje vezi in tako dalje. Vsak element bi lahko predstavljal noto ali instrument v tej simfoniji, ki se med seboj prepletajo in ustvarjajo harmonično celoto. Mislim, da bi simfonija Elektrotehnike Plus lahko bila navdihujoča platforma za spodbujanje kreativnosti, inovacij in interdisciplinarnega razmišljanja med študenti, raziskovalci in strokovnjaki na področju elektrotehnike ter sorodnih disciplin. No, tako nocojšnji dogodek opisuje umetna inteligenca. Mislim, da se lahko tokrat z njo strinjamo. Ja. Osebno upam, da bo tako tudi v prihodnje in to čim večkrat, da bo preplet človeka in tehnologije ena simfonija, ki igra na prave note, predvsem pa, da bo v prihodnosti več plusov kot minusov. Zaključili bomo pa tako, kot smo začeli. Še zadnjič bo nocoj z nami v tem primeru analogni Janez Dovč in njegova elektrotehnika z umetniškim navdihom. Po zaključenem nastopu pa ste lepo vabljeni še na pogostitev v preddverju. Hvala lepa za pozornost, lep večer še naprej. Izumitelj si v osnovi prizadeva za reševanje življenj. Tesla je patentiral več kot 700 izumov. Med drugim je želel vzpostaviti globalni sistem, s pomočjo katerega bi bila čista in poceni energija na voljo vsem ljudem na vsaki točki našega planeta. Vendar izumitelj zanj ni bil samo nekdo, ki obvladuje naravne sile in izdeluje priprave za lažje življenje.
temveč predvsem tisti, ki rešuje življenje. Še več, sam zase je pravil, da ne izumlja, temveč odkriva, da ne ustvarja iz uma in praznega prostora, temveč iz tistega, kar dejansko je, iz narave, njenih sil in zakonov. Danes, ko se soočamo s samoučečimi algoritmi, ki tako bliskovito urejajo podatke in avtomatizirajo ne samo delovanje, temveč skoraj tudi že mišljenje, da jim nekateri pravijo kar umetna inteligenca, je pomembno, da najdemo novo ustvarjalno razmerje med strojem, človekom in naravo. Skrajni čas je, da tudi mi naše vedno bolj osupljive stroje povedemo, kaj ni ravno vodenje osnovni smisel kibernetike, v reševanje tiste najbolj redke in s tem tudi dragocene prvine, ne samo na univerzah sveta, temveč v univerzumu samem, življenja na Zemlji. To pa ne bo več mogoče v boju, temveč v sožitju z naravo. Spomni se, otrok, kako skrivnostno sta spojena narava in zgodovina sveta in kako različna je vzmet duha pri slehernem ljudstvu na Zemlji.